brez podpore Nove Slovenije koalicija ne more izpeljati, tako da se tukaj zavedamo svoje vloge in tudi svojo vlogo nameravamo konstruktivno odigrati, kar pomeni, da bomo vnaprej jasno povedali, katere so tiste ključne ustavne spremembe, ki jih je Nova Slovenija pripravljena podpreti. Seveda pa potem odvisno od političnih dogovorov, ali bo glede teh sprememb, ki jih Nova Slovenija podpira, tudi ustrezna ustavna večina za to, da se tudi zgodijo. Kot prva ključna točka, ki smo jo izpostavili, je zagotovo to, da želimo izboljšati naš volilni sistem. To pomeni ga poenostaviti, narediti bolj jasnega in ljudem dati večjo možnost pri odločanju, kdo bo dejansko izvoljen za poslanca. Zato predlagamo, da se iz sedanjih 8 volilnih enot ta stvar poveča na 18 volilnih enot in da bo vsaki izmed teh 18 volilnih enot izvolimo 5 poslancev, kjer bi ga na listi ene stranke ljudje praktično sami izbrali, kdo izmed teh 5 predlaganih je tisti, ki je njim najbližji. S tem bi poskrbeli predvsem za to, da bi bili vsi deli Slovenije enakomerno zastopani. Tukaj odgovarjamo tudi na tiste kritike nekaterih, ki so bile izpostavljene pri ukinitvi volilnih okrajev, da samo 8 volilnih enot pomeni, da morda nekateri deli Slovenije ne bi imeli svojega zastopnika. S tem ta problem odpravljamo, torej 18 volilnih enot, v katerih se voli 5 poslancev in na takšen način zagotovimo sorazmerno zastopanost in pa tudi odločilen vpliv samih državljank in državljanov na izvolitev. Potem drugo pomembno področje je Državni svet. Tukaj smo pripravljeni na več različnih variant. Lahko se dogovorimo tudi za ukinitev Državnega sveta, lahko se dogovorimo za preoblikovanje Državnega sveta. Smo pa na stališču, da s takšnimi pristojnostmi, kot je danes, je na nek način slepo črevo naše demokracije in zato sta možnosti dve. Ali se vloga in pristojnosti Državnega sveta okrepijo, ali pa se ga enostavno ukine. Potem tretje pomembno področje je imenovanje ministrov. Zdaj je sistem takšen, da imamo v nekem trenutku 2 predsednika vlade, nekdo, ki je še z vlado, pa je v odhajanju, in drugi, ki je v prihajanju, vendar brez vlade. Zato se nam zdi ključna poenostavitev tukaj, da bi dali pri glasovanju o predsedniku vlade, s tem tudi glasovanju v celotni vladi in s tem, ko bi bil izvoljen predsednik vlade, bi bila v celoti izvoljena tudi vlada. Kar pomeni, da bi samo imenovanje ministrov, seveda na predlog predsednika vlade, opravil predsednik republike in ne več državni zbor. Potem četrta stvar, ki jo želimo popraviti, je imenovanje sodnikov. Če rečem, da smo imeli zakonodajno vejo oblasti, izvršilno vejo oblasti, ki sta šli obe dve od osamosvojitve dalje preko tranzicije in številnih sprememb, je pa sodna veja oblasti praktično tista, ki ni šla preko neke resne tranzicije, tudi ko se je Slovenija osamosvojila. Zaradi tega mi predlagamo prvič poskusni mandat sodnikov, drugič, da po zgledu številnih drugih demokracij in zahodnih držav imenovanje sodnikov opravi predsednik republike, ne več državni zbor. In tisto ključno, ker se nam zdi pomembno, spremembo sodnega sveta, kjer v sodnem svetu ne bi imeli več večino sami sodniki, ampak bi bila sestava takšna, da sodniki bi bili še vedno v sodnem svetu prisotni in ne bi pa imeli večino. S tem, da bi preprečili, da praktično imenujejo samo sebe, in to je bil pomemben korak k večji demokratičnosti in, če želite, tudi transparentnosti. Potem sta pa še dva sklopa sprememb, ki jih predlagamo. Eden je tudi vsebinske zelo narave, spremeniti vlogo Ustavnega sodišča, da se resnično ukvarja samo z bistvenimi stvarmi, z ustavnimi presojami o tem, ali je neka stvar ustavno primerna ali ni, ne pa z vsemi drugimi detalji, s katerimi se danes Ustavno sodišče zasipa in potem se na ključne odločitve čaka več mesecev, v nekaterih primerih tudi več let, kar seveda hromi naš sam sistem, politični sistem
in celotno našo demokracijo. In potem je še en tak tehnična sprememba, da morajo biti vsi predpisi, torej tudi lokalni predpisi objavljeni v uradnem listu, seveda v elektronskem uradnem listu. To je, bi rekel, generalen sklop samih sprememb, ki jih predlagamo. Mi smo, kot sem dejal, te stvari že v stranki predebatirali. To so stvari, ki imajo podporo Nove Slovenije. S tem se bomo šli pogajati za sedanjo koalicijo, ki je skupno presečišče 60 glasov, kaj je tisto, kar ima dvotretjinsko večino, da potem lahko vložimo in tudi pridemo do nekih ustavnih sprememb. Zagotovo pa po 30 letih Slovenija potrebuje tudi osvežitev na ustavnem področju, da bo Slovenija pripravljena tudi za vse izzive, ki jo čakajo v 4. desetletju. Dobar dan vsem. Kot kandidat za predsednika republike bi rad izrazil podporo tem predlogom, ki jih je pravkar predstavil predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Predvsem bi se v tej vlogi kandidata za predsednika republike osredotočil na dva ključna predloga, ki se nanašata na pristojnosti predsednika republike, in sicer imenovanje sodnikov in pa imenovanje ministrov. Poleg tega, da oba predloga, kot sta napisana, veliko bolj smiselno in lahko rečemo očiščeno birokracije in lahko rečemo nesmislov v postopkih imenovanja sodnikov oziroma ministrov in vlade, krepita tudi položaj in vlogo pristojnosti predsednika republike, kar je dobro. Vsekakor pa ob tem, če bi bili sprejeti tudi ti dve spremembi, ne krepita te vloge predsednika republike preveč. Prav je, da funkcija predsednika republike še vedno ostane bolj reprezentativna, povezovalna, hkrati pa je čas, da se v tem delu imenovanja ministrov in imenovanja sodnikov okrepi s tem, da se bistveno olajša oba postopka. Lepo hvala. Dosti redko se zgodi, lahko bi rekli, krat mogoče na 15 let, da se odpre ena niša priložnosti za ustavne spremembe, ko imamo lahko mogoče 60 glasov za to, da se že davno zaznani, opaženi, tudi že velikokrat smo jih poskušali popravljati, da se skratka vsi ti problemi naše državne ureditve uredijo. Jaz sem prepričan, da takrat, kadar se taka niša pokaže, da jo je dobro kar najbolj izkoristiti. Zato tudi ta predlog sprememb ustave, ki smo ga tudi čisto konkretno napisali, pravzaprav zajema spremembo 21 členov ustave, kar je kar velik, tako je več kot 10% ustave bi nekako bili mi pripravljeni podpreti, da se spremenijo. Poleg tega pa seveda tudi to star problem z ukinitvijo volilnih okrajev. Tu mislim, da imamo zelo dobro rešitev, kako bi odpravili to dolgoletno oviro, da se to ni moglo zgoditi, in če bi se le dalo, da bi tudi poskušali ustanoviti pokrajine. Ta je dolg, ki ga imamo do slovenske ustave, pravzaprav že 30 let. Tisto, kar je na nek način lepota teh predlogov, je to, da to dejansko so predlogi, ki so nastajali zadnjih 30 let, postopno, ki so bili vsi že zelo veliko predebatirani, ogromno strokovnih člankov na to temo je bilo narejenih, ogromno se je razpravljalo, tudi vrsta teh predlogov je bila že predlaganih v državni zbor in v resnici jim ne manjka nič drugega kot to, da jim je manjkala politična volja oziroma potrebna večina, da bi bili sprejeti. Če bi nam tokrat to uspelo spremeniti, mislimo, da bi naredili zelo dobro stvar za
Slovenijo. Prva stvar je mogoče na prvi pogled nekoliko nesimpatična, da poskušamo povečati število poslancev Državnega zbora na 92 iz 90. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo v naši državi 88 izvoljenih poslancev na neposrednih volitvah. In število 88 je zelo nesrečno število za vzpostavljati volilne enote, ker število 88 je deljivo samo z 11, z 8 in eventualno, če bi rekli 22 volilnih enot, bi še lahko imeli po 4 mandate, česar pa žal proporcionalni volilni sistem več ne dopušča. Ne? Če pa bi povečali število poslancev na 90, teh, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah, plus 2 poslanca narodnosti, potem pa bi bilo mogoče povečati število volilnih enot na 18 in v njih bi se v vsaki izmed njih izvolilo po 5 poslancev, enakomerno na vsakih 95.000 volivcev po vsej Sloveniji, kar bi seveda zelo izboljšalo reprezentativnost našega političnega predstavništva in bi bilo seveda v marsikakšnem pogledu zelo, zelo koristno. Pa v tem, če vas bo kaj podrobneje zanimalo, mogoče več kasneje, da ne bom predolg. Druga stvar, ki jo jaz vidim kot kar nujna in je tudi že bila predlagana v Državnem zboru, je ukinitev oziroma prenehanje Državnega sveta. S tem bi se znatno poenostavila naša državna ureditev. Slovenija je majhna, unitarna država, medtem ko so drugi domovi značilni za velike, večnacionalne države in posebej za federacije. Slovenija seveda ni nič od tega. In še dodaten problem je, če želimo ustanoviti pokrajine, je zelo verjetno treba ukiniti Državni svet. Zaradi tega, ker Državni svet plus pokrajine, to je značilna situacija za federacije. Ne? Tako da v bistvu rabimo eno ali drugo. Ali naredimo Državni svet, ki bo tudi predstavništvo lokalnih skupnosti, ali pa naredimo pokrajine, čemur bi bil osebno bolj naklonjen. Zakaj? Zaradi tega, ker bi pokrajine lahko bistveno boljše prispevale k regionalnemu razvoju, k prostorskemu razvoju države in seveda k vrsti javnih služb, ki jih je ta trenutek težko voditi iz centra, iz Ljubljane, se pravi regionalnih bolnišnic, infrastrukture, če hočete gledališč, če hočete vrste drugih stvari, ki jih pravzaprav rabimo na neki srednji ravni lokalne samouprave in zaradi tega se nam zdi, da bi ta stvar bila zelo, zelo nujna. Moramo reči, da drugi domovi parlamentov v modernih državah vsaj 100 let slabijo. Vedno manj jih je, vedno šibkejše pristojnosti imajo. Iz vrste razlogov, ki jih mogoče nima niti smisla tukaj narediti. Naj omenim samo to, da je pred leti tudi Hrvaška ukinila drugi dom svojega parlamenta, da to torej ne bi bilo nekaj zelo neverjetnega in nenavadnega. In mogoče še zadnja stvar, normalen trend v moderni državi je, da vsi ti lokalni, pa tudi drugi korporativistični interesi, ki so zastopani v Državnem svetu, da se ti interesi zdaj izrazijo že v času, ko se nek predpis začne sprejemati. In Slovenija je v tem pogledu naredila v zadnjih 15-20 letih en ogromen napredek. In zaradi tega seveda je bolj važno, da se te skupine vključijo v delo na predpisu že na začetku, ne pa tako kot zdaj, ko v bistvu se vse uskladimo, pripeljemo zakon skozi vladno proceduro, skozi proceduro Državnega zbora, potem pa na koncu Državni svet reče, joj, mi pa nismo za to. Ne?
Tak način, ko državni svet lahko pravzaprav samo odkloni celoten zakon, je v bistvu na nek način neprimeren. Ni nekaj, kar bi pomenil neko veliko dodano vrednost. Vsaka vlada seveda tudi lahko odložilni veto državnega sveta preglasuje in seveda iz vseh teh razlogov je pravzaprav dejansko tak položaj državnega sveta, kot ga poznamo v tem trenutku, v resnici zelo problematičen. Naslednja stvar je, Matej že v bistvu vse povedal, kar je treba, gre za oblikovanje vlade, da ministrov ne bi imenoval in razreševal državni zbor, ampak predsednik republike. Gre za ustavno spremembo, ki je bila predlagana že leta 2002. K temu pa dodajamo, oziroma je bila že tudi takrat predlagana tudi sprememba, po kateri bi se določanje sestave vlade, števila organizacije ministrstev izvzelo iz zakonskega urejanja. Ta stvar je zelo aktualna tudi zdaj, ko vidimo, da če želi vlada si sama narediti neka drugačna ministrstva s številom ministrstev, mora iti s to spremembo pred državni zbor v obliki zakona in ta zakon seveda gre potem na koncu, kot vidimo, lahko tudi na referendum, kar pa je seveda popolnoma neprimerno, ker seveda mora vlada imeti to možnost, da si sama uredi svoj način dela, svojo sestavo. Tako da je tak način, ko bi pravzaprav i to diktiralo celo mogoče ljudstvo na referendumu, pa se zavedajmo, če bojo ljudstvo že vprašali, bom verjetno tudi jaz glasoval proti temu na tem konkretnem referendumu, ampak tisto, kar trdim in v ničemer ne zmanjšuje dejstva, da seveda takega vprašanja ljudstvo na referendumu ni primerno postavljati, da mora to seveda biti v ingerenci same vlade. To je približno to. S tem predlogom bi rešili vrsto problemov dvojnega imenovanja vlade, ko smo imeli na začetku naše državnosti pogosto situacije, ko je ena koalicija imenovala predsednika vlade, druga koalicija pa je potem imenovala ministre in potem nismo vedeli, čigava vlada, kdo pravzaprav zares podpira ministre. Ta dvojno imenovanje vlade, ko najprej imenujemo predsednika vlade, potem pa še ministre, v resnici tudi prinaša eno nejasno odgovornost ministrov. Komu so potem ministri odgovorni, če jih imenuje in razrešuje državni zbor? So res odgovorni predsedniku vlade, kot bi morali biti, kot posod so, kot posod prevladuje neka kolektivna odgovornost, ko vlada kot en mož mora nastopati v razmerju do državnega zbora. Mi smo dejansko imeli že primere v naši zgodovini parlamentarni, ko državni zbor na predlog predsednika vlade ni razrešil ministra. Ja, kakšna odgovornost, če lahko ima predsednik vlade potem za takega ministra. In imeli smo tudi obratne situacije, ko je minister hodil iskati zaščito pred svojim lastnim predsednikom vlade v parlament. Vse to ne gre. Če predlog predsednika vlade ne bi bil upoštevan za razrešitev ministra, se takoj postavi vprašanje, a ta vlada sploh še uživa podporo parlamenta. Zato je to vprašanje nesmiselno. Na drugi strani, če uspe interpelacija zoper nekega ministra in seveda vidimo, skoraj nikoli ne uspe, se spet postavi isto vprašanje, a potem vlada uživa še podporo tega parlamenta. Če pa vedno je interpelacija zavrnjena, pa skoraj vedno, kar je v naši praksi seveda zelo normalno in se seveda tudi samo tako lahko zgodi, se pa seveda vprašamo, a ta institut sploh zares potrebujemo. Zelo velik problem je lahko tudi to tako imenovano slamnato mandatarstvo, ko pa prav izničimo konstruktivno nezaupnico na ta način, da se nova koalicija
sploh ne zmeni za to, da bo koalicija. Ne. Bistvo konstruktivne nezaupnice je v tem, da se nova koalicija že dogovori za novo vlado in tako potem vrže prejšnjo. Tukaj se pa sploh ni treba, da se dogovorijo. Samo vržejo prejšnjo vlado in tudi to se je v naši zgodovini že zgodilo, pa takrat še niso dogovorjeni za novo vlado. V naši praksi jim je potem se uspeli dogovoriti. Če se jim ne bi uspeli, smo čisto v italijanski situaciji. Vrgali smo vlado, nove nismo bili sposobni postaviti. Imenovanje sodnikov spet je zgodba, ki je tudi iz leta 2002, se pravi, sodnike naj imenuje predsednik republike, o tem se verjetno vsi strinjamo, še Makedonija je to že ukinila in prenesla na predsednika republike. Drugačna sestava in izvolitev sodnega sveta je bila leta 2002 že predlagana. Predlagana je bila tako, da bi bilo pol sodnikov, pol drugih, kot jeziček na tehtnici pa bi bil predsednik Vrhovnega sodišča, ki bi imel odločilni glas. Tako daleč smo nekako takrat že razmišljali, da bi prišli, seveda so tu zelo močni, zelo različni interesi, večino pa potrebujemo dvotretjinsko, tako da o tem lahko rečemo, se bomo verjetno morali še precej pogajati. Glede objavljanja predpisov je samo na prvi pogled gre za tehnično spremembo 154. člena Ustave, v kateri bi se določili, da se vsi ti predpisi objavljajo v državnem uradnem listu. Gre predvsem za to, da ne bomo ničesar vzeli lokalnim skupnostim, še vedno se bodo objavljali predpisi lahko tudi v glasilih lokalnih skupnosti, če bojo občine to tako želele, ampak tako kot je bilo že pred leti v uradnem listu, bo ta tiskana izdaja samo še informativne narave, tisto, kar pa je uradna objava, je pa seveda v uradnem listu. Zakaj to tako potrebujemo? Predvsem zaradi digitalne preobrazbe normodajne dejavnosti, predvsem pri prostorskih aktih, ko je razvoj šel tako naprej, da imamo mi predpis že tudi v grafični obliki. In ta trenutek, ta predpis ne more biti objavljen cel v uradnem listu, gre pa za to, da ti lahko prostorske režime na terenu praktično gledaš skozi predpis v digitalizirani obliki in to seveda pomeni en ogromen napredek. Zadnja stvar je Ustavno sodišče, ustrezneje moramo urediti položaj. Vsi vemo, da je Ustavno sodišče v zadnjih letih zašlo v resne težave, ker se mora soočati s prevelikim pripadom zadev, ki ga vedno težje obvladuje in do tega prihaja zato, ker se mora v sedanji ureditvi preveč ukvarjati z dejanskimi vprašanji, s konkretnimi spori. Praktično se 90% časa ukvarja z ustavnimi pritožbami in drugimi stvarmi, ne pa z tistim, za kar je ustanovljeno, se pravi z ocenjevanjem skladnosti zakonov z ustavo. Ne? In na ta način ga poskušamo razbremeniti in pripeljati do tega, da bo lahko reševalo dejanske probleme. Tudi ta predlog je bil predlagan že leta 2010. In že takrat je bil prepoznan ta problem previsokega pripada zadev Ustavnemu sodišču, zadeve so se pa od takrat samo še zaostrile, kar med drugimi dokazujejo tudi posamezni zelo konkretni primeri povezani z določbami zakona o urejanju prostora, kjer se seveda celo že ustavni sodniki v ločenih mnenjih pozivajo pristojne, naj vendar odreagirajo, naj vendar vložijo ustavno spremembo, ker Ustavno sodišče tako več ne more delati. S tem je to vloženo in upamo, da bo tudi sprejeto, da bomo šli tako naprej. Se pravi, tisto, kar bi mi radi naredili, je sprememba v bistvu 21 členov Ustave plus uvedba pokrajin plus ukinitev volilnih okrajev. Vsi ti problemi,
naše ustave na to čakajo že od njenega sprejetja. Te stvari so strokovno, kakor so pripravljene, sem poskrbel za to pravzaprav nesporne. Zelo težko se reče, da kakorkoli je tukaj lahko karkoli sporenega. Tudi stroka je to vedno že potrdila. In kot rečeno, redko se odpre ta niša, ko lahko sprejmemo stvari, ki jih moramo sprejemati z dvotretjinsko večino. Zato bi bilo zelo dobro, da bi jih v tem trenutku sprejeli čim več. Jaz ne rečem, da bojo vse sprejete. Tudi sploh ne vem, če bo sploh kakšna. Vem pa, da bi bilo izjemno koristno za našo državo, če bi bile sprejete prav čisto vse do zadnje. Hvala lepa.